Sveto mašo bomo darovali za vse župljane. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, zbrani smo na 5. postno nedeljo, imenovano tudi Tiha nedelja. Zbrani smo pri Gospodovi daritvi na ta Gospodov dan, da bi svoje srca znali in zmogli obrniti v Gospodu. Na današnjo nedeljo ponekod še zakrivajo podobe trpečega Kristusa na križih. Zato, da bi v spredje vstopila ta notranja pripravljenost, kako vstopam po poti Jezusa Kristusa, kakšen je moj odnos do njega, ne na zunanji način, ampak na notranji način. In v začetku te svete daritve najprej priznajmo in obžalujmo svoje grehe in slabosti, da bomo vredno obhajali te svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod naš Bog, tvoj sin se je iz ljubezni do ljudi izročil v smrt. Pomagaj nam, da bomo v taki ljubezni tudi mi zvesto hodili za njim, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Izaija. Tako govori Gospod, ki je utrl pot skozi morje in stezo skozi deroče vode, ki vodi v boj vozove in konje, vojsko in junake. Zdaj ležijo vsi skupaj in ne vstanejo več. Stleli so kakor sten in ugasnili. Ne spominjajte se prejšnjih reči, ne mislite na nekdanje reči. Glejte, nekaj novega bom naredil, zdaj klije, mar ne opazite?
Da, speljal bom pot skozi puščavo in reke skozi pustinjo. Slavile me bodo živali, polja, šakali in noji, da sem jim dal vodo v puščavi in reke v pustinji, da sem napojil svoje ljudstvo, svoje izvoljeno ljudstvo, ki sem ga zase upodobil, da bodo pripovedovali mojo hvalo. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Nas je Gospod vodil domovi suženstva, smo mislili, da sanjamo, kar samo se nam je smejalo, radostno smo vriskali. Tedaj so govorili drugi narodi, velike reči je Gospod storil zanje. Res velike reči je Gospod za nas storil, zato smo vsi veseli. Zato Gospod tudi zdaj obrni našo usodo, kakor napolni suhe struge ob deževju. Tisti, ki seje v trpljenju, žanjejo v veselju. Nasito odhajajo vsi zaskrbljeni, mesodci me zasejanje, ob sitvi pa se vračajo veseli, nesoč polne slope. Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Bratje in sestre, za izgubo imam vse zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa, mojega Gospoda. Zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse za smeti, da bi se prislužil Kristusa in zaživel v njem. In to ne svojo pravičnostjo, ki izvira iz postave, ampak s pravičnostjo, ki je po veri v Kristusa, se pravi s pravičnostjo, ki je iz Boga in sloni na veri. Tako bi spoznal njega in moč njegovega vstajenja ter svoj delež pri njegovem trpljenju, pri tem pa postajam podoben njegovi smrti, da bi kako mogel priti do vstajanja od mrtvih. Ne kakor, da bi to že dosegel ali prišel do popolnosti, vendar pa se trudim, da bi to osvojil, ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus. Ne mislim, bratje, da sem to dosegel. Eno pa, pozabljam, kar je za menoj,
in se iztegujem proti temu, kar je pred menoj, ter tečem proti cilju po nagrado, kateri od nas zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu. Božja beseda. Bogu hvala. Obrnite se k meni z vsem svojim srcem, govori Gospod. Aj ti milostljiv sem in usmiljen. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Isti čas je Jezus krenil proti Olski gori. Zgodaj zjutraj se je spet napotil v tempelj. Vse ljudstvo je prihajalo k njemu, on pa je sedel in jih učil. Pismouki in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju. Postavili so jo v sredo in mu rekli: Učitelj, tole ženo smo zasačili v prešuštvovanju. Mojzes nam je v postavi ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš? To so govorili, ker so ga preizkušali, da bi ga lahko tožili. Jezus se je sklonil in s prstom pisal po tleh. Ko pa so ga kar naprej spraševali, se je vzravnal in jim rekel: Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. Nato se je spet sklonil in pisal po tleh. Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali, od najstarejših dalje. In ostal je sam in žena pred njim. Jezus se je vzravnal in ji rekel: Kje so žena? Te ni nihče obsodil? Rekla je: Nihče, Gospod. In Jezus ji je dejal: Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne greši več. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi bratje in sestre, če smo minulo nedeljo pri evangeliju slišali odlomek ene najlepših zgodb Svetega pisma, namreč Jezusovo priliko o usmiljenem očetu ali izgubljenem sinu, pa je danes pred nami ne zgodba, ampak dogodek, ko k Jezusu privlečejo žensko, ki so jo zasačili pri prešuštvovanju. In tudi ta dogodek velja za enega najlepših sporočil Svetega pisma. Jezusu so privlekli žensko, ki so jo zasačili pri dejanju, za katero je bila po postavi zagrožena kazen smrt, in sicer s kamenjanjem. To so storili pismouki in farizeji, in sicer z jasnim namenom, da bi Jezusa postavili pred težko izbiro, namreč da izpolni črko postave, ki je jasno določala kazen, in po drugi strani bi bilo to navzkrižju s tem, kar je Jezus učil, namreč z odpuščanjem, ljubeznijo, spoštovanjem. Da ne govorimo tudi o tem, da so upravitelji dežele, Rimljani, dali jasno vedeti, da so oni tisti, ki lahko izvršujejo smrtne kazni, drugi pa ne. Skratka, hoteli so Jezusa dobiti na tankem ledu. Ko torej privlečejo k njemu žensko, ki so jo zasačili pri prešuštovanju,
ga vprašajo, kaj narediti. Postava ukazuje take kamnati. Jezus pa, pravi evangelij, se je sklonil in s prstom pisal po tleh. In ko so še naprej silili van, kaj narediti, je jasno rekel, kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. Zelo enostavno. Torej, izpolnite postavo. Kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen. In se je zopet sklonil in pisal po tleh. Razlagalci Svetega pisma pravijo, da naj bi Jezus v cestni prah zapisoval njihove grehe. Evangelij ne poroča, kaj je pisal. Lahko se strinjamo s tem, da bi bilo ena od vsebin, ki jih je Jezus zapisoval po tleh, grehi teh tam navzočih. In ko Jezus pravi, kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen. Lahko da je zapisoval zgolj same zapovedi. Spomnimo se, da ko Jezusa nekoč vprašajo, katera je največja zapoved, pravi, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem in svojega bližnjega, kakor sam sebe. 10 božjih zapovedi torej sprovede v 2 zapovedi, v katerih pa je izpostavljena ljubezen, odnos, ljubi Gospoda in svojega bližnjega, kakor samega sebe. Ti pismouki in farizeji pa so k njemu privlekli žensko, ki so jo zasačili v prišuštovanju in zahtevali smrtno kazen s kamenjanjem. Kje je to ljubezen, spoštovanje, odnos? Zato jim da zopet lekcijo. Kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen. In pravi evangelij, ko so to slišali, so drug za drugim odhajali, od najstarejših dalje. In na koncu je ostal on sam in ta ženska. In vprašajo, kje so, te ni nihče obsodil? In ona pravi, nihče, Gospod. In Jezus si položi na srce, tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne greši več. Kakšno lekcijo Jezus da tem pismoukom in farizejem, ki so želeli po črki postave uresničiti to smrtno kazen. Jezus pa jim pokaže bistvo, je odnos, je spoštovanje, je ljubezen. In postni čas, dragi bratje in sestre, je namenjen ravno temu, da bi iz zunanjega prešli na notranje, da bi iz črke postave prešli na duha postave. Zato današnja tiha nedelja usmerja pozornost od zunaj navznoter. Kje sem jaz v odnosu do Gospoda? Ali so tudi moji grehi zapisani v ta prah zemlje? Dragi bratje in sestre, postni čas nas vabi in spodbuja, da stopimo na pot spreobrnenja, da se zavemo svoje majhnosti, grešnosti, nebogljenosti, svoje nemoči. Pa ne samo to, ampak nas postni čas spodbuja tudi k temu, da bi vendarle doumeli, kaj je tisto, kar je bistveno. Da je to ljubezen, da je to odnos, da je to spoštovanje, da je to hrepenenje po Božjem. Da to ni črka, ampak duh. Zato, ko stopamo na pot spreobrnenja,
Postopamo po poti Jezusa Kristusa. Svoj pogled obrnimo na njegovo usmiljenju ljubezen. Če nam je v minuli nedelji bila postavljena podoba usmiljenega očeta, ki je izgubljenemu sinu potem, ko se vrne, pokesa in prizna svojo krivdo, odpustil vse, ga objel in ga pogostil, nam današnja nedelja z evangelskim odlomkom govori: ne greši več, vstani, bodi, živi. Naj bo naše življenje odraz zavedanja te Božje ljubezni, Božjega odpuščanja. Sprejmimo Božje odpuščanje in bodimo drug drugemu v oporo, v spodbudo, ne pa rablji. Dragi bratje in sestre, naj nas ta postni čas spodbudi, da bi mogli stopiti in stopati in trdno hoditi po poti spreobrnenja. Amen. Stanimo in izpovejmo vero v trojedinega Boga. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, v postnem času spoznavamo neskončno Božjo ljubezen, ki noče smrti grešnika. Z zaupanjem prosimo Boga. Razsvetljuj, pastirje cerkve in Božje ljudstvo, da bomo iskali tvojo pot resnice. Prosimo, da usliši nas. Pomagaj narodom in njihovim voditeljem, da bodo gradili svet ljubezni. Prosimo, da usliši nas. Podpiraj nas, da ne bomo nikogar obsojali, saj le ti veš, kaj je v človekovem srcu. Prosimo, da usliši nas. Naj tvoja milost krepi našo slabotnost, da bomo tudi v njej odkrivali skrivnost odrešenja. Prosimo, da usliši nas. Privedi k vstajenju pokojne, ki so hodili po poti Kristusovega križa. Prosimo, da usliši nas. Dobri oče, ki skrbiš za življenje svojih otrok, dobrotljivo poglej na svojega služabnika, našega papeža Frančiška, če je tvoja volja, mu povari zdravje, da bo še naprej izvrševal svoje poslanstvo v službi cerkve. Prosimo, da usliši nas.
Bog naš Oče, usliši naše ponižne prošnje, da se bomo veselili odrešenja Tvojega Sina, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Molimo, bratje in sestre, da bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in v zveličanje vsega sveta. Sebe, Gospod, daritev iz Tvojih rok, hvala in čast Tvojemu imenu, blagoslov nam in vsej svoji sveti cerkvi. Vsemogočni Bog, poučil si nas v krščanski veri, s to daritvijo pa nas tudi očisti grehov, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se Ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. S telesnim postom urejaš naše strasti, nam dvigaš duha, vlivaš moč in daješ plačilo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem Tvoje veličastvo hvalijo angeli, molijo in v svetem spoštovanju slavijo vsi nebeški zbori. Prosimo, sprejmi z njimi vred tudi našo hvalnico, ko zaupno kličemo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici Te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda Tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na prvi dan v tednu, ko je naš Gospod vstal od mrtvih in nam podaril večno življenje. Zato Te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš Ti darove, ki Ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri Tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, da obhajamo te skrivnosti. Isto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se Ti zahvalil in Te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrjustiram. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in v nebo hoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Onaj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo Devico Božjo Materjo Marijo, njenim možem svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi s svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Alojzija, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri Oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred Teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre župljane in vse, ki so se v Tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. O Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Skupno molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Podelimo si ta mir. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Jezus je rekel ženi, nihče te ni obsodil, tudi jaz te ne bom, ne greši več. Molimo. Bog naš Oče, zaužili smo telo in kri Tvojega Sina, naj vedno ostanemo odnje skrivnostnega telesa Kristusa, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Še nekaj oznanil, ki jih najdete pri izhodu iz cerkve in na naši spletni strani bazilika.info. Postna delovna sobota, ki je bila predvidena za včeraj, je prestavljena na 12. april, še za 6. in 7. razred. Prihodnjo nedeljo je cvetna nedelja, od petka naprej bodo na voljo oljčne vejice, blagoslovi zelenja pa bodo pri vseh svetih mašah ob 9., 10., 12. in 19. Ob 10. uri bo blagoslov zunaj pred baziliko. Pri izhodu iz cerkve vas čakajo tudi posebne vreče Caritas, ker tudi v teh težkih časih Caritas pomaga številnim ljudem v stiski in te vreče lahko napolnite z različnimi higienskimi in prehrambenimi pripomočki oziroma izdelki. Bog povrni za vsak dar. Te vreče pa lahko prinesete do cvetne nedelje. Spovedovanje. Danes se pričenja radijski misijon na Radiu Ognjišče in v okviru tega radijskega misijona bo tako imenovani spovedni dan pri nas v petek, 11. aprila od 7. zjutraj do 19. V velikem tednu pa kot ponavadi spovedno dežurstvo od ponedeljka do petka, to je od 14. do 18. aprila, vsak dan od 7:30 do 12. in od 14. do 19. Ne odlašajte na zadnje dneve. Želim vsem lepo tiho nedeljo, ki nas je presenetila po včerajšnjih poletnih temperaturah, snegom, sneženjem in tudi na ta način nakazala vsebino današnje nedelje, da bi spokojnost sneženja v nas vseh vzbudila tudi to notranje razpoloženje, da bi pogledali, kako smo v odnosu do Gospoda. Naj nas vse spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami, Bog, Oče usmiljenja, nam je v trpljenju svojega edinega Sina dal zgled ljubezni, naj vam pomaga, da boste služili njemu in ljudem in tako prejeli nedoumljivi dar njegovega blagoslova. Amen. Po Kristusu prejmite dar večnega življenja, se upamo, da bomo po njegovi smrti na križu obvarovani večne smrti. Amen. Posnemajte zgled njegove ponižnosti, da boste deležni njegovega vstajenja. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.
Pojdite v miru. Hvala.